Ko sem bila sama vaših let, je bil Tetris za nas cela revolucija. Danes Tetris za vas niti približno ni več zanimiv, igrice so postale podobne resničnosti. Ja, zatakne pa se, ko na igrici najdete tole oznako. 18+ pomeni, da je igra primerna za osebe, ki so polnoletne. A ko je naša Neža temo raziskovala, je izvedela, da jih igrate tudi mlajši. Zanimalo jo je, zakaj. Tukaj pa se je zataknilo. Čeprav vi niste imeli težave s tem, da bi povedali, kaj vas pritegne, je bila proti temu večina staršev. A Matijevi starši so se strinjali. 14-letni Matija prizna, da je pravi geek. Računalniške igre namreč igra skoraj vsak dan, uro ali več. Všeč so mi kakšne strategije, ki jih razvijaš, potem kakšne te animacije, ki se pojavljajo, kak adrenalin, ko dosežeš dobro točka. Tudi s prijatelji, ki igramo, se dosti zabavamo. Poleg iger, ki jih Evropska organizacija PEGI ocenjuje kot primerne za njegovo starost, Matija igra tudi igre za 18+ ali za polnoletne, kar pomeni, da prikazujejo surovo nasilje. A to ni tisto, kar ga pritegne. Te za starejše so nekako narejene, da so bolj zahtevne, in imajo nek tak večji izziv. Moraš dojeti, da igre to ni res. Če lahko letiš v igrici, ne pomeni, da boš letel v realnem življenju. Pri igranju pa se ne more izogniti nadzora staršev. Bolj poudarka mu damo in prednost tistim igram, ki so tudi malo bolj miselne. Se pravi, da razvija tudi svoj um. Drugače pa omejitve mu damo glede na to, da ve, da so najprej obveznosti, potem je igra. Prav tako je bistvena vzgoja, pravi oče. Računalniške igre sicer igra tudi večina Matijevih prijateljev. Igram bolj nogometne dirkaške igrice. Kdaj igram kakšne računalniške igrice, ki so 18+, zato ker so zabavne, so mi všeč. Jaz računalniških igric ne igram, ker me nikoli zares niso potegnile. Raje kakšne druge stvari delam. Igranje računalniških iger ima tako pozitivne kot negativne posledice. Negativno vpliva igranje starosti neprimernih iger več ur na dan. Ta negativni učinek se kaže na agresivno obnašanje teh otrok in ti otroci so lahko tudi bolj agresivni v komunikaciji do učiteljev, lahko so pa tudi bolj pripravljeni, da se stepejo z vrstniki. Se pa z igranjem iger po drugi strani poveča hitrost odziva na reševanje problemov. Tudi računalniške igre je namreč treba znati igrati.